Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem se letos prijavil na Goni poni na Vršič in šel bom s tole raketo za mano. Zdaj jaz sem za trening že nekaj kratkih klancev obdelal. Danes grem pa probat prvo bolj konkretno turo na sleme. Upam, da mi bo šlo v redu. Evo takle, jaz sem zdaj prišel do točke, kjer se začne klanc proti slemenu. Moj moto danes bo pa počasi pa sigurno. S takim lepim, počasnim, umirjenim tempom zaenkrat sploh ni panike. Evo, do Zavodn sem že pri gonu oziroma pri lezu. Zdaj pa še naprej, še nisem na polovici. Zdajle, ko jaz kolesarim proti vrhu, sem začel razmišljati o stvareh, ko so mi na tem kolesu všeč, pa o tistih, ko mi niso. In sem se odločil, da bom kar predstavil pluse pa minuse tega kolesa. Za prvi plus definitivno ne morem mimo dizajna tega kolesa. Poni je pač toliko stylish, da je to prva pozitivna stvar, ko jo na tem kolesu opazimo. Bom šel kar dol iz kolesa pa pokazal, kaj s tem mislim. Poni, klasika. Pa sam ne reči, da me zastopiš, kaj mislim s tem, ko rečem, da je dizajn zakon. Druga stvar, ko mi je na tem poniju všeč. Zdaj, jaz imam za kolo zelo neutrjeno rit. Ampak na tem poniju mi niti po eni uri rit niti malo ne boli. Kar je velika prednost. Plus številka 3. Mislim, da imajo vsi poniji, vsaj teti, ta stari modeli, tako je moj, že neko svojo simfonično kuliso, ali kako bi rekel temu. V glavnem, jaz za mojega ponija pravim, da ima vse čričke. In mislim, da se lahko to dobro sliši na temlem posnetku. Na poniju, kamorkoli greš, ti ni dolg čas. Definitivno plus. Prvi minus je, da če greš s tem ponijem v klanc, sploh če je človek toliko velik pa težek kot jaz, se tudi poni cel pogiba. In ogromne energije, ko bi sicer šlo na pedalko pa na kolo, gre tukaj v samo zvijanje balance pa kolesa pa vsega skupaj. Bravo. Ja, trening za Vršič. Malo prejle me je prehitel in kolesar na specialki, pa me res zanima, koliko časa lahko jaz držim tempo z njim. Počasi mi je že začel uhajati. Po mojem ga malo nervira škripanje mojega ponija. Ok, mislim, da je pošteno, če priznam, da mi je ušel tale ovinek. Mi je eden izmed najboljših motorističnih ovinkov. Zdaj sem ga pa malo manj založil, ker pa z motorjem pravkar vstopam v zadnji kilometer vzpona. Še 500 metrov je pisalo na tleh. Samo še ciljna ravnina. Evo, takle nama s ponjo je uspelo prigoniti na vrh slemena, tako da Vršič bring it on. Tukaj se pa ne mislim nič kaj preveč obirati, ampak se sam sproblečem, malo vode popijem, pa se odpravim nazaj proti domu. Hkrati pa s tem, ko se začnem spuščati proti dolini, pridem tudi do drugega minusa pri tem poniju. Zavora na zadnjem kolesu je tukaj noter, reče se ji torpedo zavora. In pri tem, ko mi zaviramo pri poti navzdol, se vsa naša potencialna in kinetična energija pretvarjata v toploto. Zaradi tega se torpedo zavora pri daljšem zaviranju začne bistveno preveč segrevati. Ampak meni je stric povedal zadnjič rešitev, kako so to včasih rešili. Požagal si smreko, pa jo privezal na kolo, da se je vlekla za tabo in pomagala bremzati. Upam, da bo tale moja bremza dovolj velika. No takole, moja bremza je pripravljena na spust,
Zdaj pa sam še poskrbim za varnost, pa gasa. Jaz sem prišel do konca, s tole visokotehnološko dodatno zavoro je šlo odlično, če ne pa mislim, da bi moja torpeda zavora kar precej trpela. Zdaj je pa čas, da se jaz znebim tegale. Lahko pa povem tudi to, da sem med vožnjo naletel na kar veliko nasmeškov. Že kot prvo sploh, da se spomnim, koliko voziš, kot drugo še pa s tistim vejevjem, ko se je vleklo za mano. Tako da sem videl kar veliko ljudi, ko so se v avtih nasmejali, pa še tisti peš. No, pa sem zaključil tole kolesarsko dogodivščino. Bilo je zelo zabavno in vožnja gor in dol. Vid pa tako vedno. Uživajte. Čau.